Pozdravljeni, otroci. Danes bi vam rada pripovedovala o dveh učencih po veliki noči. Zdaj že veste, da so na veliko noč zjutraj žene šle k grobu in našle prazen grob. Angel jim je povedal, da je Jezus živ, da je Jezus vstal od mrtvih. Peter in Janez, dva zvesta Jezusova učenca, sta hitela k grobu, da bi se tudi sama prepričala, ali je grob res prazen. Tako so učenci izvedeli to veselo novico, vendar vsi niso najbolj verjeli tej veseli novici. Tako sta dva učenca na veliko noč odšla iz Jeruzalema v drugi kraj, v Emaus, in sta tako žalostna hodila po poti. Pa se jima je nekdo pridružil. Kaj sta tako žalostna, o čem pa premišljujeta, jo je ta nekdo vprašal. A ti ne veš, kaj se je v Jeruzalemu strašnega zgodilo? Jezusa, našega učitelja, na križ so ga pribili, v grob so ga položili. Eni so rekli, da je vstal od mrtvih, midva sva tako žalostna. Ta neznanec pa je začel pripovedovati, kaj vse piše v pismih. Da v pismih piše o Božjem sinu, ki bo tretji dan od mrtvih vstal. In kako Bog ljubi vse ljudi. Tako jima je bilo toplo pri srcu, ko sta tega neznanca poslušala. Sedaj se je že mračilo, šlo je proti večeru, ko so še vedno bili na poti, in ta dva učenca sta rekla, midva bova pa tukaj prenočila, tukaj se bomo ustavili. Dej, ostani z nama, tako lepo je s tabo. Ta neznanec se je delal, kakor da gre dalje, in še sta ga prosila, ostani z nama, Gospod, glej, mrači se, kaj boš hodil dalje? No, in tako so vsi vstopili v gostišče, in ko so sedli k mizi, je ta neznanec vzel v roke kruh, ga razlomil in ga jima dal. Verjamem, da zdaj vi že veste, kdo je bil ta neznanec. Tudi tema dvema učencama so se končno odprle oči. Spoznala sta ga. To je Jezus. Tako toplo nama je bilo pri srcu, ko nama je govoril, ves čas poti je bil z nama, midva pa nisva vedela, kdo je. In takrat je ta neznanec izginil. Ni ga bilo več, toda učenca nista bila več žalostna. Vesela sta bila, Jezusa sta srečala, z njim sta hodila, z njim sta sedela pri mizi, dal jima je kruh, kakor pri zadnji večerji. To so vendar že videli, pri zadnji večerji je ravno tako razlomil kruh in jim ga dal. Zdaj pa sta vesela šla, ne naprej v Emaus, ampak nazaj v Jeruzalem. Morala sta vsem učencem povedati, kaj se jima je na poti zgodilo, in da verujeta in verjameta, da je Jezus res vstal od mrtvih. Zakaj vam to pripovedujem? Zato, ker je to vesela novica tudi za nas. Tudi z nami Jezus hodi, pa ga ne vidimo. Ampak v srcu pa nam je toplo in v srcu čutimo, da je Jezus z nami. O tem poje tudi pesmica, ki jo imate na strani 67 v Veroučnem zvezku tudi napisano, pa jo bom sedaj zapela. Poslušajte in skupaj z mano zapojte. Sta šla učenca
cesti v Emaus, otužna, žalostna, pristopi Jezus, začne pogovor in že ga prosita, bodi pri nas, kar se že mrači, bodi pri nas, Gospod, bodi pri nas, da nagiba se v noč, bodi pri nas, Gospod. Kamnita cesta v življenju našem, speljana je v nebo, da z nami hodi po poti Jezus, zato prosimo ga, bodi pri nas, ker se že mrači, bodi pri nas, Gospod, bodi pri nas, da nagiba se v noč, bodi pri nas, Gospod, bodi pri nas, ker se že mrači, bodi pri nas, Gospod, bodi pri nas, da nagiba se v noč, bodi pri nas, Gospod. Pa vabim tudi vas, da tako prosite Jezusa, da ostane z nami, da je v naših srcih in da ga bomo tudi mi začutili in prepoznali kot Jezusa živega, ki je vstal od mrtvih.